No, zdaj je tudi uradno, pokojnine bodo še ta mesec višje. Uskladile se bodo za 4,2 odstotka. Nekoliko skromnejši dvig, torej kot se je pričakovalo in napovedovalo. Kriva pa je kombinacija nove formule izračuna ter inflacije in rasti plač, tako pojasnjujejo na ZPIZ-u. Kako konkretno pa se bo, torej 4,2 odstotna uskladitev poznala v denarnicah, več kot 650 tisoč upokojencev, podrobnosti ima Ema Čepon. Tistim, ki so do sedaj prejemali dobrih 780 evrov, to je znesek, ki ga prejema vsak 7. slovenski upokojenec, bo na račune februarja kapnilo približno 33 evrov več. Povprečna starostna pokojnina, denimo, ta zdaj znaša približno 1080 evrov, pa bo po novem višja za približno 45 evrov. Takole se bo uskladitev, ki so jo danes še uradno potrdili na ZPIZ-u, poznala v upokojenskih denarnicah, finančni učinek pa bo znašal približno 340 milijonov na letni ravni. Uskladitev pokojnin, ki jo izračunajo na podlagi inflacije in rasti plač, je sicer nekoliko nižja od napovedi in pričakovanj, namesto 5 odstotkov le 4,2. Kar je tudi nas malo presenetilo. Vedeli smo, da potem ne bo 5, ampak da bo pa vseeno mogoče malo višja. Letos se je namreč spremenila tudi matematika. Pokojnine so se do sedaj usklajevale z upoštevanjem 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov inflacije. Nova zakonodaja je prinesla novo razmerje, 50 proti 50, kar je za upokojence nekoliko manj ugodno. In tukaj lahko poudarim, da zimski dodatek je bil uveden kot kompenzacija za manj ugoden način usklajevanja pokojnin, kar je potem, ko se skupaj sešteje, vseeno še ugodnejše. Zimski dodatek bodo upokojenci prejeli z novembrsko pokojnino in bo znašal 170 evrov, 20 evrov več kot lani, torej, ko je bil izplačan prvič.